Težave s sevniškim stadionom so se začele že kmalu zatem, ko je ta dobil prve obrise. Del terena je namreč močvirnat, tekom izvajanja del pa se je po obdobju močnejšega deževja v juniju 2018 območje zasitilo z vodo, prišlo je tudi do plazenja. Občina zdaj išče rešitve za nadaljevanje projekta. Tveganja, ki so se na tem delu sprejela z umestitvijo v ta prostor, so bila precej jasna in žal pa je prišlo do mogoče nekoliko prenizkega varnostnega faktorja pri projektiranju strani projektanta in to je zagotovo potrebno popraviti, nekako stabilizirati to brežino in nadaljevati s projektom. Približno taki so bili tudi zaključki članov sevniškega občinskega sveta. Določeni svetniki so sicer še vedno nekoliko zaskrbljeni, ker nimajo vseh podatkov, tako strani Mariborske fakultete za gradbeništvo kot Ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo, saj kot meni Tomaž Lisec, manjkajo ključni sklepi njihovih recenzij, ki bi bili podlaga za nadaljnje odločitve. To, da pride projektant in reče, približno 1 milijon evrov bo stala sanacija, ne vemo pa niti, kdo bo to sanacijo plačal, niti dejansko še 100% ne vemo, kdo je kriv za to, da se nam te pilotne stene in pa sam teren ugreza. In dokler se tukaj ne dogovorimo na podlagi strokovnih mnenj, jaz mislim, da raje kak mesec ali pa kakšno tudi pol leta počakamo, potem pa se odločimo in gremo naprej. Sicer pa gre za projekt, ki traja že več kot 10 let. Veliko je bilo razprav o sami lokaciji, poleg te ob športnem domu in bazenu sta bili namreč v igri še dve, na Radni in v Boštanju, a se oba sogovornika strinjata, da je lokacija v Sevnici še vedno najustreznejša. Lokacija je bila še vedno ocenjena kot najboljša v prostorskih aktih in da je tu zelo pomembno, da se športni objekti združujejo na enem mestu v okviru mesta. Jaz mislim, da je tudi enotno zavedanje vseh svetnikov, da Sevnica, predvsem pa sevniški šport, si zaslužijo stadion oziroma je skrajni čas, da ga Sevnica in sevniški športniki tudi dobijo.